Lepo pozdravljeni pri znanstvenem simpoziju Vojne in kulture miru, ki ga organizira Darja Zaviršek, profesorica Darja Zaviršek v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, pa tudi v soorganizaciji Fakultete za socialno delo ter Inštituta za kriminologijo Univerze v Ljubljani. Jaz sem Jana Rošker, prihajam iz Filozofske fakultete, in sicer iz oddelka za azijske študije, in sem sinologinja, specializirana za raziskovanje kitajske idejne zgodovine in kitajskih filozofij. In v okviru tega simpozija bom na kratko predstavila posebno številko mednarodne revije Asian Studies, oziroma azijske študije, katere glavna urednica sem, in seveda v okviru tega simpozija bom predstavila posebno številko te revije, ki je izšla januarja letos in ki je posvečena kulturam miru znotraj kitajske filozofije. Seveda pa bo ta predstavitev potekala v obliki dvojne predstavitve, namreč skupaj s predstavitvijo zbornika Social Work in War-Torn Context, torej socialno delo v kontekstih vojnega uničenja. Zbornik je prav tako izšel v začetku tega leta pri založbi Springer, uredili pa sta ga Šulamit Ramon in Darja Zaviršek, ki ga bo tudi predstavila. Zdaj lahko se vprašamo, kaj imate pravzaprav skupnega ta zbornik ter posebna številka Asian Studies, ki jo bom jaz v nadaljevanju predstavila nekoliko bolj podrobno. Seveda, to, kar jima je skupnega, na prvi pogled že je dejstvo, da se obe publikaciji ukvarjata z vprašanji povezani s pacifizmom. Ampak po drugi strani pa je seveda jasno, da sta ti dve publikaciji zelo različni, saj sodita na področje dveh zelo različnih znanstvenih ved oziroma disciplin. Springerjev zbornik sodi na področje socialnega dela oziroma teorije socialnega dela, revija Asian Studies, ta posebna številka revije Asian Studies, pa se ukvarja z kitajsko filozofijo, no, in obe ti dve disciplini, to je pa tisto, kar imata skupnega, kot prvo, sodita na področji, ki sta marginalizirani znotraj prevladujočih struj akademske sfere. No, ampak ravno ta razlika, torej dejstvo, da sodita v zelo različne discipline, je hkrati nekaj, kar jo povezuje, kajti ravno marginalizirane vede so tiste, ki si lahko privoščijo obravnavati tematike, ki so v mainstreamu, v prevladujočih strujah akademskega dela velikokrat spregledane, torej s prevpraševanjem kulture, če lahko tako rečemo, kulture nasilja, in z iskanjem nekih modelov pacifizma, ki bi nas lahko privedel tudi do iskanja neke skupne univerzalne etike, ki je osnovana na paradigmah miru in nenasilja. No, velikokrat se znanstvene vede, ki delujejo v prevladujočih sferah akademije, razumevajo te marginalne struje kot nekaj, še posebej, kadar se ukvarjajo s tematikami, kakršen je pacifizem, so velikokrat videne kot nekaj naivnega,
kot da obravnavajo resne teme na zelo naiven način, na način, ki je nerealističen, ki ni primeren za kovanje nekih strategij oziroma za politično delovanje. Ampak ta dva zbornika, ti dve publikaciji, vsaka na svoj način, kljub vsemu, kažeta na to, da si je prav v kriznih časih, v časih naraščajočega militarizma, da je potrebno izhajati tudi iz na prvi pogled nerealističnih sanj, da je potrebno morda delovati v smislu slogana pariškega študentskega gibanja iz 60. let, ki se glasi: bodimo realistični, zahtevajmo nemogoče. Druga skupna točka, ki povezuje te dve na prvi pogled tako zelo različni publikaciji, pa je v tem, da obe obravnavata tematike kulture miru skozi prizmo prepletanja teorije in prakse. Kot bomo videli, je Springerjev zbornik zbirka prispevkov, ki izhajajo iz praktičnih izkušenj socialnega dela, katere potem avtorice in avtorji poskušajo teoretizirati, torej jih vstavljati v omrežje teoretskih paradigem današnjega časa. V nasprotju s tem pa se avtorji in avtorice revije Asian Studies večinoma izhajajo iz teoretskih paradigem klasične kitajske filozofije, večinoma izhajajo iz raziskovanja teorije, torej teorije kitajskih filozofij, ki pa so po svojem bistvu zelo tesno vselej povezane s prakso. Zakaj je temu tako, bomo videli malo kasneje. Skratka, obe publikaciji, ena od skupnih točk obeh publikacij je torej ravno v tem specifičnem prepletanju teorije in prakse. Obe izhajata iz predpostavke, po kateri kultur miru ne moremo ohranjati samo v sodelovanju z uradnimi političnimi institucijami ali z diplomacijo, kajti zelo pomembne so pri tem predpostavke tudi kot neka etična podstat, mirovniška etična podstat, pa tudi sovpadajoče družbene prakse ter idejne tradicije, ki postavljajo pod vprašaj prevladujoče strukture nasilja. Torej ta komplementarnost, ta dialog med filozofskimi tradicijami miru na eni strani in praktično etiko socialnega dela na drugi, nam vselej znova privablja pred oči dejstvo, da mir nikakor ne sme ostati samo neke vrste abstrakten ideal, temveč je v svojem udejanjanju nujno povezan tudi s konkretno družbeno prakso, kajti samo ta lahko prispeva k temu, da bomo ustvarili družbene in intelektualne pogoje, v katerih je mir dejansko možno misliti, udejanjati in ohranjati. Še ena skupna točka obeh publikacij pa je v tem, da prevprašujejo pojav, ki se v zadnjem času vse močneje stopa v ospredje, in to je neka normalizacija militarizma skupaj z vojaško terminologijo nasilja, predvsem z vse večjo psihologijo strahu in sovraštva, ki preko javnih medijev in drugih kanalov javnih diskusij v ljudeh vse bolj vzbujata občutek nekakšnega nelagodja, nesigurnosti, negotovosti in strahu,
ki potem napeljuje ljudi na razmišljanje v stilu, živimo v nevarnosti, ogroženi smo in potrebujemo neko varnost, ki nam jo lahko nudi samo pospešeno in okrepljeno oboroževanje. Skratka, tovrstna normalizacija militarizma in militarističnih ideologij je po mojem mnenju ena največjih dejanskih nevarnosti današnjega trenutka. No, sedaj pa se posvetimo končno tudi dejansko tej posebni številki revije Asian Studies. Ta se ukvarja s pacifističnimi tradicijami znotraj kitajske filozofije. In morda bi na začetku povedala samo par besed o temeljni motivaciji, zakaj se nam zdi potrebno, zakaj se nam zdi koristno o miru razmišljati tudi skozi optiko nekih klasičnih, predmodernih kitajskih filozofij. Kot vemo, živimo v svetu, v katerem, v globaliziranem svetu, v katerem smo soočeni z vrsto zelo prekarnih kriz. Taka je na primer ekološki dizaster, nevarnost virusnih pandemij, vse to je povezano tudi z nepravično, neenako porazdelitvijo virov in bogastva v današnjem svetu na planetu, pa tudi seveda z trenutno morda najbolj prekarno krizo militarizacije. No, to, kar je vsem tem krizam skupnega, je seveda dejstvo, da gre pri tem za globalne krize, kar pa po drugi strani spet pomeni, da jih ne moremo več reševati samo v okviru ozkih omejitev posamičnih nacionalnih držav ali regij, temveč je za njihovo reševanje nujno potreben medkulturni dialog. Pri tem ne mislim medkulturnega dialoga v obliki slogana, s kakršnimi nas hrani birokracija Evropske unije, temveč medkulturni dialog, ki ga je veliko težje doseči, kot je videti na prvi pogled, kajti ta dialog mora biti egalitaren, vključujoč, mora nam posredovati, mora biti utemeljen na nekih pogojih, ki omogočajo enakovredno izmenjavo znanja in idej, v katerih bomo lahko prisluhnili tudi glasovom iz neevropskih kulturnih krogov, kulturno-jezikovnih krogov, torej glasovom tradicij, ki so bili do pred kratkim še preslišani. Kajti, če želimo dejansko vzpostaviti neko alternativno vizijo ali celo strategijo svetovnega miru, potem mora biti ta vsekakor izgrajen na osnovi modelov, pacifističnih modelov, ki izhajajo iz najrazličnejših tradicij. Šele tako bomo lahko kos globalni naravi teh kriz. Torej, ta globalni polilog je dandanes bolj pomemben, kot je bil kadarkoli poprej, ravno zaradi globalne narave teh kriz, vključno z krizo militarizma. No, zaradi tega smo v zadnjem desetletju ali v zadnjih letih vse pogosteje priča iskanju, torej priča fenomenu, da se mnogi raziskovalci in raziskovalke obračajo nazaj k tradicionalnim modelom pacifizma in tukaj seveda so na tapeti tudi kitajski modeli pacifizma, vendar pa so ta iskanja običajno umeščena v neke širše diskurze, ki so zelo negativni. To so diskurzi, ki pač kitajsko tradicijo predstavljajo oziroma razumejo na zelo, zelo nereflektiran način, na zelo esencialističen način, torej na način, v katerem se kultura razumeva kot neka nosilka neke nespremenljive substance
In taki esencialistični diskurzi, seveda, ki delujejo v okviru nekakšne amorfne vzhodne modrosti, ki naj bi bila zmožna priti do nekih uvidov, do katerih zahodna filozofija, na primer, nima dostopa, ker naj bi bila ujeta v svoje dualizme, v svojo instrumentalno racionalnost, v svoj statičen pogled na svet. No, in taki diskurzi, kitajsko tradicijo in ideje, ki so del te tradicije idejne, pogosto oziroma največkrat predstavljajo na zelo dekontekstualiziran način, torej izvzamejo jih iz historičnih in referenčnih okvirov, katerim pripadajo, in jih predstavljajo v smislu tega, da se projicirajo na današnji svet, četudi je jasno, da nam te tradicije ne morejo nuditi nekakšnih receptov za reševanje kriz današnjega časa, saj jih njihovi avtorji in avtorice sploh niso mogli predvideti, ne. Torej, to so projekcije, to so poenostavitve, ki imajo le malo skupnega z zgodovinskimi naukami in praksami, na katere se sklicujejo. In vse to ima za posledico, da se te kompleksne tradicije zelo pogosto preoblikujejo v neke romantizirane imaginarije, nekakšne antimodernosti, namesto da bi se obravnavale znotraj njim lastnih referenčnih okvirov. Torej, te tradicije nam nikakor ne morejo nuditi receptov za reševanje današnjih kriz, lahko pa nam nudijo veliko doslej neznanega znanja, ki izhaja iz rezervoarja tradicije, iz rezervoarja znanja, neke tradicije, ki je bila doslej še zelo nepoznana v naši kulturni sferi, in v tem smislu lahko tudi razširijo naše idejno, naše konceptualno obzorje, lahko nam pokažejo, da je možno razmerje med vojno in mirom ali mir sam misliti na nek drugačen, alternativni način, na katerega doslej nismo pomislili, torej lahko nam služijo kot neke vrste navdih pri snovanju novih paradigem, neke mirovniške, etične usmeritve v globalnem svetu. Vsekakor je večina prispevkov v tem zborniku raziskuje klasične predmoderne idejne tradicije in pacifizem znotraj njih v kitajskem svetu, in po drugi strani, in zaradi tega so bile seveda uperjene proti drugačnim načinom vojskovanja, kot smo jih vajeni v današnjem svetu. Torej, tradicionalne oblike vojskovanja, predmoderne oblike vojskovanja, ne glede na to, ali gre za Evropo, ali gre za Kitajsko, ali gre za Afriko, so bile precej drugačne, kvalitativno drugačne, bi lahko rekli, kot so vojne v današnjem času. Vojna je bila sicer pogosta, ampak bila je tudi omejena, številčno omejena, bila je omejena ne samo z nižjo stopnjo vojaške tehnologije, temveč tudi z drugimi materialnimi pogoji, kot je na primer sezonska mobilizacija, kot so bile naravne, čisto vremenske razmere, ki so dostikrat lahko vplivale na izid bojevanja. In predvsem je pomembno to, da vojne so bile takrat šele sicer zelo povezane z uničenjem, ne, z groznim trpljenjem civilnega prebivalstva, vendar pa ravno zaradi teh omejenih materialnih pogojev niso mogle privesti prvič do nekega totalnega uničenja
in po drugi strani niso predstavljale strukturne zahteve za neko stalno reprodukcijo kontinuirano reprodukcijo samega družbenega sistema. In to je nekaj, kar je precej drugače v današnjem času, kajti z modernizacijo, na kateri temelji današnja globalizacija, se je vzpostavil postopoma nek politično-ekonomski sistem, ki je militarizacijo vgradil v svojo strukturno dinamiko. To pomeni, da v sodobnih ekonomijah vojaška industrija spodbuja tehnološki razvoj, prispeva k bruto domačemu proizvodu, zagotavlja zaposlitev, ne zgolj v sferi te klasične proizvodnje klasičnega orožja in vojaške tehnologije, temveč tudi v sferi naprednega inženirstva, digitalnih tehnologij in raziskovalne infrastrukture. Torej, ta kompleks, vojaški kompleks, ni več samo nek pomožni aparat državne oblasti, ampak predstavlja tudi nek ekonomski podsistem, ki neposredno sodeluje v procesih akumulacije kapitala. In širjenje vojaške proizvodnje je zato v veliki meri pravzaprav tudi ekonomsko koristna. Ne prispeva samo k uničenju, temveč hkrati v tem krogotoku akumulacije kapitala je tudi fenomen, ki je ekonomsko koristen in ekonomsko potreben. Vse to je seveda povezano s temeljnimi principi, na katerih temelji današnji ekonomski sistem produkcije in reprodukcije in ki je povezan s principom presežne vrednosti, torej presežkov, ki nujno presegajo potrebe neposredne obrambe. Zato vojaške krize dandanes niso samo posledice političnih konfliktov ali pa diplomatskih konfliktov, temveč so vgrajene v strukturno dinamiko sodobnih politično-ekonomskih sistemov. Krize niso naključne, torej, ampak so povezane s samimi mehanizmi, preko katerih se reproducira sam družbeno-ekonomski sistem. No, in ta princip ustvarjanja, nenehnega ustvarjanja presežne vrednosti seveda hkrati vodi do implicitnega neravnovesja, ki zahteva tudi poseben način reševanja konfliktov, ki je v veliki meri povezan s strukturami nasilja. No, vse to seveda ni nastalo v nekem idejnem ali ideološkem vakuumu, temveč v okviru filozofij, ki na primer ločujejo kot v kartezijanskih dualizmih subjekt od objekta, človeka od narave, ki reproducirajo potrebo po nadzoru, po obvladovanju in izkoriščanju narave ter človeka po človeku. Podobne predpostavke najdemo seveda tudi v monoteističnih religijah in v krščanstvu, ki je pač osrednja religija zahodnega sveta, in te predpostavke so se sčasoma tudi sekularizirale in vključile v sodobne koncepcije racionalnosti, tehnološkega napredka ter strateške moči. No, zakaj torej postavljamo tem ideologijam, tem idejam ob bok ideje, ki so se razvile v kitajski tradiciji? Če govorimo o iskanju svetovnega miru, bi lahko rekli, nam kitajska filozofija pri tem zagotovo lahko nudi celo vrsto zanimivih idej. To pa predvsem zaradi tega, ker je kitajske filozofije, kitajska filozofija seveda ni monolitna tvorba, ampak gre za ogromno število različnih struj, različnih idejnih sistemov,
takrat različnih filozofskih šol. In razcvet, iz katerega je vzniknila ta skupna paradigma kitajske filozofije, se je zgodil v nemirnem obdobju, ki je bilo imenovano obdobje vojskujočih se držav, nomen est omen. Torej, to je pomenljivo, kajti pri tem je šlo za obdobje, v katerem je bilo ozemlje današnje Kitajske razparcelirano, torej razdeljeno na nekaj 7-8 manjših fevdnih držav, ki so se med seboj nenehno borile za oblast. Torej, to je šlo za obdobje več stotih let, tam od 5. stoletja pred našim štetjem pa do konca 3. stoletja pred našim štetjem. To je bilo obdobje, ki je bilo zelo, zelo nemirno, polno negotovosti za civilno prebivalstvo, povezano z obsežnimi krizami lakote, kajti veliko proizvodnje je pač šlo v vojaško tehnologijo namesto v blagostanje ljudi. In predvsem, kar je bilo pomembno, je bilo dejstvo, da je takrat vladalo pomanjkanje neke temeljne univerzalne etike, v kateri, torej to je bilo obdobje, v kateri je enostavno prevladal kruti zakon zmage močnejšega. No, in večina filozofskih šol se je razvila zaradi tega prav iz te težnje po vzpostavitvi neke nove zavezujoče etike, ki ni imela nekih metafizičnih, ki ni slonela na nekih metafizičnih predpostavkah, temveč je bila izrazito pragmatična. Želela je vzpostaviti neke etične principe, ki bi bile zavezujoče za vse, kar bi pomenilo, da bi lahko nudila ljudem neko idejno osnovo za ustavitev nenehnega prelivanja krvi in za neko skromno blagostanje. Skratka, kitajska tradicija je po svojem bistvu zelo kitajska idejna tradicija, ne ideološka tradicija, ne državotvorna, temveč samo filozofska, etična, je po svojem bistvu že zelo pacifistična. No, kaj pa so zdaj tiste konkretni prispevki, ki nam jih lahko nudi kitajska filozofija kot nek celovit idejni sistem? Jaz mislim, da gre pri tem predvsem za dve paradigmi. Prva paradigma je paradigma relacionalnosti, torej odnosnosti, ki je najbolj znana, njen najbolj znani izraz je pravzaprav konfucijanska relacijska etika, ki temelji na razumevanju, na takem razumevanju človeškega osebstva, ki ni ločeno od odnosov, v katere je vpeto in katere tudi živi. Torej, ne gre za neko identiteto posameznika, ki bi se formirala na nek predsocialen ali izvensocialen način, temveč za identiteto, ki se vzpostavi skozi odnose, katerega del smo vsi posamezniki in posameznice. In to je seveda pomembno pri iskanju novih principov mirovniških, kajti, kot sem že rekla, mir je možno doseči samo z zelo širokim, pravzaprav globalnim dialogom na osnovi nekih medčloveških relacij, ki so osnovane na vzajemni empatiji, na skrbi do drugega in tako naprej. Druga pomembna paradigma pa je paradigma ekvilibrija, ravnovesja, harmonizacije, ki jo najdemo že v prvem protofilozofskem klasiku, na osnovi katerega se je razvila večina kitajskih filozofij, in sicer je to knjiga Premen,
ki pač te odnose, ki so binarni, katerih osnovna struktura je binarna, vedno vključuje v situacijo, v kontekste iskanja nekakšne harmonizacije, skozi razreševanje konfliktov na korelativni in komplementarni, vzajemno komplementarni način. Ta paradigma ravnovesja in ekvilibrija je hkrati nekaj, kar lahko zoperstavimo, čisto v teoretskem smislu, kasneje pa tudi v praktični politiki, proti principom ustvarjanja presežne vrednosti, ki sem jih omenjala prej in ki vedno vodijo k neravnovesju, k konfliktom, ki se jih potem rešuje na nasilen in ne na nenasilen način. Torej, tu sta dve temeljni paradigmi, s katerima lahko kitajska filozofija kot nek specifičen diskurs marsikaj doprinese k našemu drugačnemu razmišljanju o miru. No, v sami posebni številki je seveda veliko najraznovrstnejših člankov in prispevkov, skupno jim je pa pač dejstvo, da vsi znotraj kitajskih tradicij idejnih iščejo neke skupne točke, ki bi prevprašale nasilje kot nek nujni način političnega delovanja ali reševanja konfliktov. Omenila bi tukaj predvsem tudi 3 prispevke, ki so nastali pod peresi mladih raziskovalcev in raziskovalk, ki so bili prejemnice nagrade fundacije Charles Fu za mlade raziskovalce in raziskovalke kitajske filozofije. Tudi njihovi prispevki so zelo različni, ampak nam vsi dajejo upanje na to, da se bo raziskovanje kitajske filozofije v bodočnosti razvijalo naprej v zelo usmišljenih smereh. No, moj uvodnik nosi naslov The Master said make love, not war. In to postavljam na nek način kot nek osrednji slogan kitajskih filozofij. Seveda noben mojster nikoli ni noben kitajski mojster ali mojstra nikoli nista izrekla dobesedno česa takega, vendar so vzpostavili, razširjali mnoge ideje, ki imajo podobno filozofsko in etično težo in tudi podobno moralno privlačnost, kajti v njih gre za ljubezen in ljubiti v tem smislu pomeni negovati in živeti življenje v ljubečih medosebnih odnosih, v empatičnih medosebnih odnosih, v medosebnih odnosih, v katerih nam ni vseeno za drugega, temveč so opredeljeni z vzajemno skrbjo tudi. No, in ta humanistični duh je tudi nekaj, kar preveva večino filozofskih struj znotraj predmoderne kitajske idejne tradicije. Za konec bi povedala samo še par besed, spet bi se vrnila k tema 2 publikacijama. Skupno jim je torej dejstvo, da kultura miru ni samo nekakšna teoretska aspiracija, temveč kultura miru je kultura, v kateri se nujno prepletajo intelektualne refleksije, etične zavezanosti, etične podstati mirovniške in seveda tudi družbeno-politično delovanje. No, in ravno s prepletanjem teh 3 elementov se samo v kombinaciji prepletanja teh 3 elementov pravzaprav lahko upamo na to, da bomo zmožni dejansko razviti neke nove paradigme pacifističnih kultur, v katerih
bodo ohranjene tudi pacifistične vrednote, ki jih tukaj ne mislim v tem konzervativnem smislu, temveč v smislu vrednot, kakršne so se izoblikovale in kakršne so skupne, tako naprimer tradicionalnemu, izvornemu, klasičnemu konfucijanstvu kot etiki na eni strani in tudi razsvetljenskemu gibanju na drugi strani. To pa so vrednote avtonomnega subjekta, svobodne volje, ki je hkrati tudi moralno odgovorna, in pa seveda človeškega dostojanstva. In s tem pobožnim upanjem bom zaključila to današnjo predstavitev in se vam lepo zahvaljujem za vaše potrpežljivo poslušanje.